imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Z rozkazu Ojca zaczynam pisać historię mego życia. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Na prošnjo Očeta začenjam pisati svojo življenjsko zgodbo. Rodila sem se 22. oktobra leta 1876 v kraju Bila Cerkva v Ukrajini. Krščena sem bila verjetno 19. novembra, na dan, ko goduje sveta Elizabeta, kar sem izvedela iz svojega rojstnega lista nekaj let po tistem, ko sem si izbrala redovniško ime Elizabeta. Moji starši so imeli 7 otrok, jaz sem bila 6. po vrsti. Moji prvi spomini so povezani s pomladjo. Še danes se spominjam tistega posebnega vonja v zraku, čudovite barve neba in ščebetanja ptic v okolici velike hiše z mogočnimi stebri. Moj oče, 8 let starejša sestra in 2 brata, so se zjutraj vrnili z ježe. Posadili so me na bratovo kobilo, nekdo me je držal na konju, ne spomnim se kdo, in tako sem naredila nekaj krogov po dvorišču. In nato prva majska bogoslužja, oltarček v otroški sobi, ki ga je s pomladnimi cvetlicami okrasila naša stara francozinja, gospa Chapelier. Nikoli pozneje nisem več videla tako lepega cvetja. Przez naszą starą francuskę, panią Chapelier. Nigdy już później takich kwiatów nie widziałam. Pred 150 leti se v znani in premožni poljski aristokratski družini rodi Róža Čatska. Med njenimi predniki je mnogo zaslužnih osebnosti. Njen stric, kardinal Vlodzimierz Čatski, je bil tajnik papeža Pija IX., svetovalec Leona XIII. In papeški nuncij v Parizu. Rod Čatskih slovi po globoki religioznosti ter domoljubni, družbeni in dobrodelni dejavnosti. V takšnem duhu je vzgajena tudi Róža, ki že od mladosti pomaga očetu pri njegovem delu v številnih dobrodelnih organizacijah. Zlasti oče jo kot sposobno in nadarjeno vzpodbuja in podpira. Zagotovi temeljito vsestransko izobrazbo, značilno za plemiški sloj. Róža obiskuje ure plesa in glasbe, ima dober posluh in igra klavir, uči se osnov gospodarjenja, vrtnarstva in vzreje živali. Poleg tega govori 5 tujih jezikov in obožuje konje. Vendar pa se že v otroštvu in mladosti sooča z zdravstvenimi težavami, med katerimi je tudi slabovidnost. O njeni nadaljnji življenjski poti odloči padec s konja pri 19 letih, po katerem mlada plemkinja vid za vselej izgubi. Ta diagnoza je za Róžo prelomni trenutek, ki ga pozneje prepozna kot usojenost in celo srečo. Tako pripoveduje duhovnik, prelat Andrzej Galka. Warto nawiązać do tej słynnej wypowiedzi doktora Gebnera, przyjaciela domu Čatskih, który... Spomnimo se na slavne besede doktorja Boleslava Gebnerja, prijatelja družine Čatski, ki je v nekem trenutku dejal: Grofična, vašega vida se ne da več rešiti, za vselej je izgubljen. Posvetite se raje skrbi za 18.000 slepih v kongresni kraljevini Poljski, saj zanje nihče ne skrbi. In to je bilo čisto res. V drugi polovici 19. stoletja, na prenomu 19. in 20. stoletja, je 95% slepih ljudi živelo od beračenja. Obstajalo je nekaj dobrodelnih institucij, toda ni bilo takšne institucije, ki bi delala s slepimi. V tem smislu je bilo nekoliko bolje na območju, ki ga je zasedala Prusija, vendar pa je bila v kongresni Poljski, ki je spadala pod Rusijo, situacija v vseh pogledih resnično usmiljenja vredna. W Królestwie Polskim, gdzie jesteśmy, o czym mówimy, sytuacja była rzeczywiście urągająca pod każdym względem. Za Róžino družino, ki je pred drugimi že prej poskušala prikriti njene težave z vidom kot nekaj ponižujočega in sramotnega, je to hud udarec. Toda Róža sama razume, da so ji zdravnikove besede skupaj z obsodbo ponudile drugo možnost, odprle pred njo novo pot.
In čeprav bi kot aristokratka lahko kljub invalidnosti uživala udobno življenje, se odloči, da bo v svojem trpljenju našla prostor za srečanje z Bogom in ga prekovala v služenje drugim, pomoči potrebnim. K takšni odločitvi sta bistveno prispevala vloga in vpliv Rožine babice, kneginje Sapieche Czackie. Moja babka miała widocznie jakieś przeczucie, że oślepnę, bo mnie uczyła, że powinnam mieć dużo porządku. Moja babica je očitno slutila, da bom oslepela, saj me je učila, da moram zmeraj imeti red, da bi lahko vse našla tudi po temi, tako kot je to počela moja prababica, ki je proti koncu življenja izgubila vid. Babica me je spodbujala, naj kar se da veliko molitev znam na pamet, da bi lahko molila brez knjig. Seveda takrat niti pomislila nisem na to, da bom oslepela. Naturalnie wtedy ani na myśl mi nie przychodziło, że stracę wzrok. Babici je prepuščena domoljubna in verska vzgoja Rože in ona je tista, ki jo vpelje v duhovnost. Predstavi ji knjigo, ki jo bo spremljala vse življenje, Kemčanovo hojo za Kristusom. Roža jo prvič prebere v francoščini, ko ima 6 let. Pozneje, že kot redovnica, je Roža pogosto ponavljala, da je bila babica njen vzor in da se je predanosti Bogu in drugemu naučila prav od nje. 10 let, ki sledijo izgubi vida, Roža preživi v tujini, kjer se v celoti posveti ustreznim pripravam za pomoč slepim. Veliko časa preživi v Franciji, kjer je institucionalna pomoč ljudem s to invalidnostjo najbolj razvita. Hkrati se tudi sama privaja življenju brez vida, uči se praktičnih veščin in brajice, nad katero je navdušena in jo bo pozneje prilagodila poljščini. V Parizu spozna Maurica de la Siserana, s katerim si poprej že dopisuje in čigar filozofija in koncept celovite pomoči slepim bistveno vpliva na njeno poznejše delovanje. Ta jej maksyma to była, że człowiek niewidomy jest człowiekiem społecznie użytecznym. Jest tak samo, może pracować, tak samo może się uczyć, tak samo może zarabiać jak człowiek widzący. Njeno vodilo je bilo, da je slep človek družbeno koristen človek, da torej prav tako, kakor videči, lahko dela, se uči in služi za svoje preživljanje. Na tem se opira njeno delo, najprej v društvu, pozneje pa v redovni skupnosti. Mati je od vsega začetka govorila, da ne gre za to, da bi slepim dajali, pač pa za to, da bi z njimi sodelovali. Takšen je bil ta red in takšen je vse do danes. Na začetku je bilo tako, da so sestre stanovale skupaj z oskrbovanci. Ta njena ideja, da bi živela skupaj s slepimi, da bi z njimi delili vse, s tem je tako zelo prehitevala svoj čas, da je tudi znotraj cerkve marsikdo ni mogel razumeti. To gdzieś tak wyprzedzał epokę. To bycie razem we wszystkim też się nie mieściło w głowie niektórym z ludzi Kościoła. Prepričanje, da je slep človek polnovredna oseba, ki se lahko sama vzdržuje, ki lahko ustvari družino, ki je lahko ustvarjalna, produktivna, je botrovalo široko zastavljeni sistemski oskrbi slepih in spremenilo odnos do oseb s to invalidnostjo na Poljskem in drugje. Prvi korak na tej poti je ustanovitev Društva za oskrbo slepih v Kongresnem kraljestvu Poljske leta 1911. Potem, ko Roža Czacka iz lastnih sredstev najprej ustanovi skromno zatočišče za slepe, do začetka Prve svetovne vojne v okviru njenega društva na območju Varšave nastanejo še splošna šola, sirotišnica, dom za starejše slepe ženske in knjižnica z gradivom v brajici. Otrokom so namenjene predvsem izobraževalne institucije, odraslim pa delavnice za pripravo na samostojno življenje. Učenje brajice, pridobivanje ročnih spretnosti za ženske, za moške pa poklicne delavnice, kot na primer pletenje preprostih izdelkov iz vrbja. Ker je tudi sama muzikalična, velik pomen pripisuje glasbi. Skrbi za to, da imajo slepi otroci možnost za razvoj glasbenih in drugih talentov. Ko se ji kateri od otrok približa, ga z dlanjo diskretno pogleda in preveri, ali je dobro počesan in oblečen. Pozneje se je bodo spominjali kot izjemno tople, materinske osebe z izjemnim darom in željo prisluhniti sogovorniku.
pa tudi kot neizprosne, ko je šlo za pomembna vprašanja. Tako je denimo vztrajala, da se mora slepim vse natančno brati in opisovati. Oni sami pa kljub temu, da niso videli, niso nikoli smeli sedeti v temi. Luč je morala biti vedno prižgana za primer, da bi v sobo vstopil kdo drug. Družina njeno delo podpira in ji zlasti na začetku veliko pomaga. Po smrti staršev za dejavnost nameni svoj dvorec, po vstopu v redovništvo pa na red prenese vse svoje in družinsko imetje. Roža Čacka prvih nekaj let Društvo za oskrbo slepih vodi kot laiška oseba, kar pa se spremeni med Prvo svetovno vojno. Ko leta 1915 za nekaj tednov odpotuje iz Varšave na vzhod, v Volinijo, ji prehod fronte prepreči vrnitev in tam ostane 3 leta. Vse bolj spoznava, da mora svoje poslanstvo pomoči slepim dopolniti s poslanstvom vere. Iz lastne izkušnje ve, da oseba z invalidnostjo, ki ni verna, težko sprejme svoje trpljenje. Treba ji je pomagati sprejeti ta križ, ki je težak. Njej sami je pomagala milost vere, ki jo je prejela od Boga. To milost želi deliti z drugimi, predvsem s slepimi. Tako v njej dozori misel o vstopu v redovništvo in ustanovitvi novega reda, ki bo dopolnil njeno delo. Roža Čacka napravi večne zaobljube 15. avgusta 1917. Takrat za seboj pusti življenje in naziv grofične in vstopi v 3. red svetega Frančiška kot sestra Elizabeta. Leto pozneje pridobi soglasje cerkvenih oblasti za ustanovitev kongregacije sester frančiškank služabnic križa. Laski, 4 października 1927 rok. Dzień świętego Franciszka. 4. oktober leta 1927, dan svetega Frančiška. O frančiškanskem življenju se pri nas veliko govori. Toda ne vem, ali vsi dobro razumemo svetega Frančiška. Morda ga tudi sama razumem narobe. Na tem mestu želim povedati, kaj me je spodbudilo k temu, da sem svetega Frančiška izbrala za zavetnika našega reda in našega delovanja. Ko sem bolje spoznala svetega Frančiška, sem razumela, da je on nekakšna protiutež zdajšnjemu načinu življenja in da lahko zgolj vrnitev k idealu evangelija svet ozdravi bolezni, ki ga pesti. Vrnitev k preprostosti življenja. Odpoved sebi kot upor proti želji po uživaštvu, vzljubitev trpljenja iz ljubezni do Gospoda Jezusa kot upor pred strahom pred boleznijo in smrtjo. Vse to me je spodbudilo, da sem se zaupala v varstvo svetemu Frančišku. To wszystko skłoniło mnie do oddania się świętemu Franciszkowi w opiekę. Začetki so zahtevni. Odločitev o ustanovitvi redovne skupnosti je mnogim težko sprejeti. Gre za prvo redovno skupnost, ustanovljeno na ozemlju Poljske, potem ko država s koncem Prve svetovne vojne spet pridobi dolgo izgubljeno neodvisnost. Po vrhu vsega jo ustanavlja oseba z invalidnostjo. Rožine sodelavce skrbi, da bo katoliški značaj institucije otežil sodelovanje z oblastjo, kar zlasti v obdobju po 2. svetovni vojni tudi drži. Na drugi strani je tu zadržanost cerkvenih oblastnikov, prepričanih, da gre za nekakšne aristokratske kaprice. Toda Roža ravna po svoji vesti. Zaveda se, da mora za uresničevanje svoje vizije ob sebi imeti ljudi, ki jim lahko popolnoma zaupa. V novo ustanovljeni red kot prva sprejme tudi kandidatke, ki nimajo izobrazbe, in takšne brez dote, ki je bila dotlej zahteva za vstop v redovništvo. Med prvimi sestrami je zato mnogo preprostih žensk, tudi Rožina služkinja. Leta 1922 sestra Elizabeta prejme v dar nekaj hektarov zemlje v vasi Laski, blizu Varšave. V medvojnem obdobju tam najprej zgradijo sodobno šolo in fantovski internat, nato pa še dekliški internat, gledališko-koncertno dvorano in prostore za laiške sodelavce centra. Ko tam prostor dobijo še vse institucije, ki so predtem v okviru Društva za oskrbo slepih delovale v Varšavi,
Laski postanejo center dejavnosti matere Elizabete. Dandanes je v Laskah okrog 70 stavb, v katerih deluje vzgojno-izobraževalni zavod za slepe otroke Rože Čatske in kjer z materialnim delom nadaljujejo sestre frančiškanke Služabnice križa. Vladislav Kornilovič, duhovni oče Lask, je njihovo delo simbolično poimenoval triuno. Prvič zato, ker je njegov cilj slaviti trojedinega Boga. Drugič zato, ker združuje 3 kategorije oseb: slepe, redovnice in laike. Tretjič pa zato, ker služi 3 smotrom: izobrazbenemu, apostolskemu in dobrodelnemu. Tako je bilo na začetku in tako je še danes. Prav pod vplivom očeta Korniloviča, ki je bil tudi njen duhovni vodja, mati Elizabeta poudarja razliko med telesno in duhovno slepoto. Slepi otroci, mladostniki, slepe redovnice molijo za tiste, ki so slepi na duhu. Laski postanejo mesto srečanj številnih oseb, verujočih in neverujočih, z različnih političnih polov, ki v krogu očeta Korniloviča in matere Elizabete iščejo in najdejo svoj smisel. Skrb za slepe postane odrešitev za duhovno slepoto sveta. Mati Elizabeta je zmeraj poudarjala: naše delo temelji na božji previdnosti. In resnično je bilo v zgodovini redovne skupnosti, v zgodovini Lask, ogromno takšnih trenutkov, ko je naenkrat zmanjkalo vsega. In v teh trenutkih, ko je bilo treba za kaj konkretno plačati, se je od nekod nekdo pojavil in pomagal, prinesel, kar je manjkalo. Tako je center v Laskah nastal in tako deloval. Primas Višinski je v 50-letnici centra dejal, da je ekonomijo Lask težko razumeti, saj se ravna povsem po svojih pravilih. Stefan Višinski in mati Elizabeta se prvič srečata leta 1926 v Laskah, ki jih bodoči primas obišče na povabilo svojega prijatelja, očeta Korniloviča. Z materjo Čatsko se povežeta med 2. svetovno vojno, ko se Višinski, ki ga išče Gestapo, zateče v Laske. Leta 1942 tam zasede mesto prejšnjega duhovnika, postane dušni pastir redovnic, oskrbnik in spovednik slepih, pa tudi duhovnik vojske in okoliških prebivalcev. Materi v Laskah pomaga vzpostaviti bolnišnico za vojne ranjence in s tem krajem in njegovimi prebivalci ostane povezan do konca življenja. Po vojni leta 1948 mati Elizabeta doživi možgansko kap, ki na njenem zdravju pusti tako hude posledice, da zadnjih 10 let življenja preživi v samoti svoje redovniške sobe. Umre 15. maja leta 1961 v starosti 84 let. Po njeni smrti se primas redno vrača v Laske, s tamkajšnjimi varovanci in sestrami preživlja vse velike petke in sobote. Ko je med letoma 1953 in 1956 interniran, očeta prosi naj obišče Laske in mu poroča, kaj se tam dogaja. In naj mu v zapor pošlje fotografiji očeta Korniloviča in matere Čatske, saj sta to obraza, ki mu dajeta moč. Matka dobrze zrozumiała, jaki ma być Kościół. Wraz z Laskami jakaś się zaczęła nowość w Kościele. To był człowiek, który... Mati je dobro razumela, kakšna bi morala biti cerkev. Skupaj z Laskami je v cerkev prišlo nekaj novega. Bila je človek, ki je kot prvi začel pomagati telesno slepim, toda zahvaljujoč njej so drugi spremenili svoj pogled na cerkev. Zaradi Lask, zaradi matere, zaradi očeta Korniloviča so svoj prostor v cerkvi našli laiki. To je novost, prepletanje teh 2 svetov, duhovne in telesne sfere. Sam v dvojni beatifikaciji vidim nekakšno globljo božjo voljo, ki nam kaže, kako si ta 2 človeka, ki sta si bila tako različna, ona plemkinja, on iz preproste družine, vzajemno pomagata na poti k svetosti. Ta svetost jo je povezala. Radi pozabimo, kaj je govoril Jezus. Če so preganjali mene, bodo preganjali tudi vas. Če hoče kdo iti za menoj, naj vzame svoj križ. Druge poti ni.
Primas Višinski in mati Elizabeta sta nam to pot pokazala, nič drugega nam ni treba iskati. To je njuno veliko darilo za ta trenutek, za Cerkev, za Poljsko, za vsakega od nas. Pokazali drogę. Innej szukać nie trzeba. I to jest ich wielki dar na dzisiaj dla Kościoła, dla Polski, dla każdego z nas. Postopek za beatifikacijo matere Elizabete se je začel leta 1987. Leta 2020 je sveti oče Frančišek priznal čudež na njeno priprošnjo, ozdravitev deklice po hudi poškodbi glave. V istem letu je bila predvidena beatifikacija primasa tisočletja Stefana Višinskega, a je bila zaradi pandemije prestavljena. Zablažena sta bila nato razglašena na isti dan, 12. septembra 2021. V svetu, v katerem se duhovna slepota še poglablja, preprosto sporočilo matere Elizabete, ki se navezuje na besede svetega Pavla, odmeva močno in še kako aktualno. Ljubezen je vse. Pamiętajcie, czuwajcie nad sobą, żeby była miłość, jedność, zgoda. Ne pozabite, skrbite drug za drugega, da bodo vladali ljubezen, sloga in medsebojna prijaznost. Naj ena ljubezen, ena prijaznost združuje in povezuje vse. Vsa nesoglasja in predsodki naj se razblinijo, Gospod Bog pa naj vas preplavi z ljubeznijo. Bog naj vas blagoslovi in približa Bogu in nebesom. Naj nihče ne gre nikamor drugam, kakor v nebesa. V nebesa, v nebesa, v nebesa. Do nieba, do nieba, do nieba. Sedmi dan.